Krasny pozdrav! Slavine sem, tako je mati djada, ko me je dite bestovala, Spoštovani gostje, spoštovane Kamničanke, Kamničani in spoštovani vsi domoljubi, ki ste prišli danes v Dom kulture Kamnik, počastiti našega velikega rojaka, Rudolfa Maistra, ki je bil rojen v Kamniku in tukaj preživel 6 let življenja. Današnji praznik sam dojemam predvsem kot praznik, ko je prvič nekdo, ki je bil Slovenec in hkrati na nekem položaju, rekel, da je dovolj hlapčevanja, da je dovolj poslušanja drugih, kako bo, ampak da bomo enkrat že začeli sami odločati o svoji usodi. Lahko si predstavljamo, ali pa težko, kako je bilo takrat v Mariboru, tiste usodne noči, ko je Rudolf Maister s svojimi vojaki ob 4 zjutraj razorožil avstrijsko gardo, ki je hotela prevzeti nadzor nad mestom. Letošnji Borštnikov nagrajenec, Dare Valič, ki je prejemnik tega najbolj žlahtnega priznanja, ki ga lahko igralec prejme, je v pogovoru za televizijo povedal, da je najbolj ponosen na svojo vlogo Rudolfa Maistra v delu Saše Vuge, Maistrova najdaljša mariborska noč. Kdor je gledal to televizijsko igro, ki je bila pripravljena resnično zelo dobro, se bo morda spomnil tistih Maistrovih besed: mi hočemo, mi moramo, ampak mi ne smemo. In ravno ta hočemo, moramo in ne smemo je tisto, kar nas Slovence zavira še danes. Ampak ta ne smemo žal ni prišel takrat toliko od Avstrijcev, ki so bili mogoče nekoliko raztreseni takrat, ampak je prišel iz Ljubljane, od vlade slovenskega naroda, od katere bi človek pričakoval, da bo Maistra podprla. Žal ga ni in zato smo izgubili Celovec in še dobršen del ozemlja, ki bi bil lahko danes naš. Ampak jokati za tistim, kar ni bilo osvojeno, je zaman. Veselimo se lahko tistega, kar je bilo osvojeno. Kajti, če Rudolf Maister ne bi naredil tega, kar je naredil, potem Slovenije danes zagotovo ne bi bilo kot samostojne države in vsi, ki zasedamo kakršnekoli funkcije v tej državi, ne bi imeli na teh funkcijah kaj početi, ker jih ne bi bilo. V Kamniku so bili v 70-ih letih preteklega stoletja pogumni možje, ki so mu že takrat, ko je bil še zelo prezrt, odkrili spomenik. Tako da so vsaj nekako popravili to krivico, ki mu je bila storjena. Kajti Slovenci to radi počnemo.
Danes bi majstra takoj napadli, češ, da se napihuje pred drugimi, kajti sam si je podelil naziv general, niso mu ga drugi. Ampak ravno ta njegov pogum, ta njegova neslovenska lastnost je pripeljala do tega, da imamo danes Štajersko in z njo tudi Slovenijo. Zato tudi mi danes bodimo bolj pogumni, znajmo ceniti tisto, kar imamo in ne tarnajmo večno za tistim, česar nimamo, kajti vsega ne bomo nikoli imeli in morda je tako tudi prav. Imamo pa svojo državo, cenimo jo in bodimo ponosni na njo, predvsem pa tudi na Rudolfa Maistra, kajti če ne bi bilo njega takrat, tudi nas danes, verjetno danes tukaj ne bi bilo. Hvala lepa. Spoštovani predsedniki in predstavniki Društva generala Maistra, drugi visoki gostje, drage občanke in občani, dragi prijatelji in prijateljice, domoljubi. Že nekaj let imamo v Sloveniji priložnost, da 23. novembra slavimo dan generala Rudolfa Maistra in tako podoživljamo usodne dogodke iz konca leta 1918, ko se je slovenski narod moral zanesti na domoljuba, kajti uradne oblasti so odpovedale. Ob koncu Prve svetovne vojne je bilo jasno, da se bodo meje takratne Evrope spremenile. Vizionarji, ki so znali predvideti vsaj 2 koraka naprej, so vedeli, da bo situacija na terenu odločala o prihodnjih mejah. General Maister bi ob koncu vojne zlahka ležerno čakal na mirovne konference in na njene rezultate. Hvala Bogu, ni stal križem rok, ampak je aktivno ukrepal in prav zato se lahko generalu Maistru in njegovim soborcem zahvalimo, da sta danes Maribor in Štajerska slovenska. Po zgledu Čehov in Slovakov so se tudi Slovenci 29. oktobra 1918 odcepili od Habsburške monarhije. Razglašena je bila država Slovencev, Hrvatov in Srbov. Naslednji dan po odcepitvi je mariborski večinsko nemški občinski svet razglasil Maribor z okolico za del nemške Avstrije. Seveda so sledile aktivnosti generala Rudolfa Maistra. 1. novembra 1918 je v vojašnici 26. strelskega polka v Melju pred zbranimi častniki odločno izjavil: Ne priznam odločitve mestnega sveta. Maribor razglašam za posest države Slovencev, Hrvatov in Srbov in prevzemam v imenu svoje vlade vojaško poveljstvo nad mestom in vso spodnjo Štajersko. To odločenost je moral general Maister ponoviti še 23. novembra, ko je razorožil nemško zeleno gardo, ki je hotela z vojaškim posegom območje Maribora in okolice ponovno priključiti nemški Avstriji. Posebna zahvala gre tudi Maistrevemu soborcu, Franju Malgaju, ki je s slovenskimi domoljubi zasedel še Mežiško dolino, nato pa Pliberk in Velikovec. Vojaška akcija je potekala skladno s pogodbo, ki sta jo 27. novembra 1918 podpisala na avstrijski strani polkovnik Rudolf Passy, na slovenski pa general Rudolf Maister. Ta je določala, da lahko slovenske čete zasedajo kraje do narodnostne meje od Radgone na Štajerskem do Šmohorja v Zilski dolini na Koroškem. Žal pa te pogodbe ni priznala niti slovenska narodna vlada v Ljubljani. Iz ohranjenih zapisnikov, ki so nam na voljo, je razvidno, da so se na seji slovenske narodne vlade konec novembra 1918 glede tega Maistrovega sporazuma na nek način obotaljaje pogovarjali. Zavrnili so to Maistrovo akcijo, ker je tedajni minister za oskrbo, sicer znan slovenski pisatelj in politik Ivan Tavčar, izrazil bojazen, kaj bo z oskrbo Celovca, če ga zasedajo slovenske čete. Tako je bilo Maistrovo napredovanje proti Celovcu zaustavljeno. Začasna meja med avstrijskim in slovenskim
Med slovenskimi in avstrijskimi vojaškimi formacijami pa se je do nemško-koroške protiofenzive sredi januarja 1919 na Koroškem ohranila na reki Dravi, po plebiscitu 10. oktobra 1920 pa je bila žal premaknjena še južneje na Karavanke. Tako je Slovenija žal sama zapravila priložnost, da dobi ugodno rešeno severno mejo tudi v zibelki slovenstva, to je na Koroškem. Danes, konec leta 2016, lahko potegnemo vsaj tri usporednice s takratnimi časi. Prvič, Evropa je na preizkušnji. Po prvi svetovni vojni je bilo jasno, da se bo Evropa spremenila. Tudi danes je jasno, da se Evropa spreminja. Brexit je sprožil procese, ki bodo temeljito spremenili Evropsko unijo. Govori se o Evropi dveh hitrosti, o mini Schengenu, nekateri razmišljajo celo o opustitvi skupne valute evro. Če ne bomo mi kot narod odločni pri našem pozicioniranju, se nam lahko zgodi, da bomo ponovno na napačni strani meje, odrezani od najbolj razvitega dela Evrope. Naš nacionalni interes mora biti, da ostanemo v ekonomski uniji skupaj z najbolj razvitimi državami Evrope in da ohranimo skupno valuto evro. Drugič, Slovenija je na preizkušnji. General Rudolf Meister ni čakal na mirovne konference, da bi zarisali nove meje. Ukrepal je takoj, tako, da bi čim več Slovencev lahko živelo v isti državi. Današnji demografski trendi so za Slovenijo neizprosni. Družba se stara, rodnost je nizka. Prihodnjih 10 let bo ključnih, zato je potrebno ukrepati danes. Malo kdo v tej družbi se pogovarja, da se bo v prihodnjih 10 letih število prebivalcev, ki so starejši od 60 let, povečalo kar za 100 000, kar bo predstavljalo izjemen pritisk na pokojninsko in zdravstveno blagajno. Nihče se tudi ne sprašuje o naši rodnosti. Če se želimo kot narod ohraniti tudi v prihodnosti, če želimo, da bo slovenska beseda in kultura še živela, potem bi morali imeti rodnost 2,1 otroka na mamo v rodni dobi, imamo pa 1,5, oziroma če povemo o konkretnih številkah, v Sloveniji se danes rodi nekaj več kot 20 000 otrok na leto, za preživetje naroda bi jih pa potrebovali vsaj 30 000 na leto. Tudi povprečna starost mame, ko rodi prvega otroka, je v Sloveniji prešla mejo 30 let. Vse to so zaskrbljujoči podatki. In pri mladih, ko jih sprašujemo, kaj je največji problem, da se ne odločajo za več otrok, sta izpostavljena predvsem služba in stanovanje. Zato družina od te države potrebuje odločnejšo podporo. Mladim smo kot družba dolžni zagotoviti delo in pa čim večje število dosegljivih stanovanj. Tretjič, tudi Slovenci smo na preizkušnji. Ivan Tavčar je leta 1918 razmišljal birokratsko, žal ne vizionarsko. Skrbelo so ga logistične zmogljivosti, ne pa usoda slovenskega naroda na Koroškem. Ne razmišljamo birokratsko, ampak vizionarsko. Veliko ljudi v današnji Sloveniji je razočaranih in apatičnih. Vse nas motijo dvojni standardi. Eni za posvečene in drugi za navadne državljane. Seveda pa rešitev ni v tem, da obupamo, se umaknemo ali da zapustimo Slovenijo. Slovenija je preveč lepa, da bi nad njo obupali. Žal je slabo upravljena, zato je naša dolžnost, da postanemo aktivni državljani. In pri vseh naših aktivnostih zahtevamo normalno državo. Državo, v kateri bodo za vse veljala enaka pravila igre, državo, v kateri se bomo počutili varne, ko bomo zboleli, ko bomo izgubili službo ali ko se bomo upokojili. Predvsem pa državo, v kateri bomo lahko vsi delali za dostojno plačo. Jamranje nam žal ne pomaga.
V demokraciji se vse začne in konča z volitvami. Če spoštujemo našo ustavo, drugih bližnjic do boljše Slovenije žal ni. Naš rojak, Kamničan, general Rudolf Maister, nam lahko danes predstavlja zgled, kako se je v kritičnih trenutkih potrebno boriti za domovino. Domovina nas potrebuje. Zato domoljubi vedno naredijo vse, kar lahko, ne zgolj tisto, kar morajo. Naj živi Slovenija!